Božično-novoletni prazniki so pred vrati in čeprav je ta čas obdarovanja, veselja, druženja in miru, ti časi tudi prinesejo s sabo veliko hrane in tudi malo več pijače in alkohola, tako da to lahko vse skupaj prinese s sabo tudi malo več slabega počutja in slabe vesti, tako da v tem videu vam predstavljamo 5 strategij, kako se čez praznike prehranjevati, piti, družiti in tudi kako zavestno preživeti te praznike za več dobrega počutja in manj slabe vesti. Vsi poznamo tisto slabo počutje, občutek zakisanosti, mačka in počasnosti, ki se prikradejo po prazničnih večerjah, prazničnih jedeh in po druženju, ampak dobra novica pa je to, da lahko s preprostimi strategijami omilimo to slabo počutje in te praznike preživimo na najboljši način. Prvi nasvet zajema prehrano, se pravi, vemo, da čez praznike je veliko prešerne hrane, veliko je sladkih in tudi mastnih jedi, hkrati pa je tudi zraven veliko raznih pijač, pa raznih sladic, pa prazničnih jedi. Tako da je fajn, da na te praznike gremo z določeno prehransko strategijo. Najboljše je, da se odločimo že pred samimi praznikami, pred raznimi zabavami in druženji, da si določimo, kako in kaj bomo jedli, ali se bomo lahko pregrešili pri vsakem obroku in vse dni čez praznike, ali bomo samo na določene dni. Se pravi, ali se bomo pregrešili samo na božično večerjo, ali božični zajtrk, ali pa božično kosilo, ali na vse te obroke. Če si bomo naprej določili neke prehranske strategije za čez praznike, bo manj notranjega pregovarjanja in tudi manj poželen, hkrati pa po praznikih bo tudi manj slabe vesti, ker se bomo še vedno držali določene prehranske strategije. Hkrati pa se moramo zavedati tudi, da če se bomo pregrešili na nekaterih prazničnih obrokih, to še vedno ne bo ustavilo naše diete, našega progresa in našega napredka. Tako da je fajn se tudi omiliti lastne pričakovanja in lastne pritiske in tudi uživati na praznikih. Poleg tega pa so še neke dodatne stvari, ki jih lahko vključimo na prazničnih jedeh, ki nam bojo pomagale zmanjšati te negativne posledice slabih obrokov oziroma prazničnih obrokov. Prva stvar je, da zapolnimo naše obroke praznične z beljakovinskimi živili in z zelenjavo. To nam bo pomagalo pri sitosti in polnosti želodca in posledično bo to povzročilo, da bomo pojedli na splošno manj in hkrati se bomo manj pregrešili z ostalo hrano in bomo omejili te slabe negativne posledice prazničnih obrokov. Druga taka stvar je to, da ne mešamo mastne hrane in sladke hrane. Kadar naše telo dobi pošiljko hrane, ki je visoka v sladkorjih in tudi hkrati mastna, bo prioritiziralo porabo sladkorja in bo maščobe shranilo v svoje lastne žaloge, se pravi v naše telo. Tako da je fajn, da se potem, če vemo, da bo na jedilniku mastna hrana, da se potem zmanjša vnos sladkorja, kar nas potem tudi privede do naslednje točke, to je, da probamo omejiti sladkor in ga zamenjati z naravnimi sladili oziroma alternativami za sladkor. Zadnje leta se veliko debatira in govori o tem, ali je sladkor škodljiv ali ne, ali so boljš naravna sladila ali je boljš sladkor. Ampak če pogledamo z tehnične plati, sladkor ima več kalorij kot sladila, tako da če bomo v prazničnih jedeh oziroma v prazničnih časih probali zamenjati sladkor in živila s sladkorjem, z sladili ali pa živili, ki so slajena z naravnimi sladili brez kalorij, bomo zelo zmanjšali naš kalorijski vnos, kar bo potem na dolgi rok oziroma čez celotne praznike povzročilo, da bomo jedli manj kalorijsko in s tem tudi omejili te morebitne negativne posledice prazničnih časov. In še zadnja stvar, ki jo lahko vključimo v tokom prehrane oziroma našega življenjskega sloga, je še postenje. Se pravi, praznična hrana je zelo težka in je lahko naporna za našo prebavo in to lahko povzroči neko slabo počutje, tako da se lahko vključi neka obdobja krajšega ali daljšega postenja, da pomagamo naši prebavi, da se obnovi, da lažje predela to praznično hrano in se bomo tudi mi potem boljše počutili. Lahko vključimo kakšen krajši post ali pa mogoče daljši post, lahko recimo na božični predvečer lahko izpustimo zajtrk pa kosilo in se potem skoncentriramo na tisto praznično pojedino in isto lahko potem storimo za božič in pa tudi za novo leto. Tako, naslednja točka je po prehrani je alkohol, se pravi
vemo vsi, da praznični časi so tudi časi, ko se malo več spije, tudi alkoholnih pijač. Nobenega ne obsojamo, vsi čez praznike radi kaj spijemo, ampak hkrati vemo, da preveč alkohola oziroma povišan vnos alkohola povzroči tudi neko slabo počutje. Tako da prva stvar, kar lahko naredimo pri alkoholu, je, da ne mešamo več različnih alkoholnih pijač skupaj. Čeprav mešanje alkohola še ne pomeni slabše počutje oziroma večje škode, pa lahko mešanje alkohola privede do več pitja na splošno, tako da je fajn, da se čez praznike mogoče držimo samo ene vrste alkohola, ali je to vino, pivo, ali je to tudi neke distilirane alkoholne pijače, da se držimo ene vrste alkohola in pijemo to čez praznike. In druga stvar je potem, da alkohol je močen dehidrator in odvajalec vode, zato je primerno oziroma se svetuje, da zraven alkohola se pije tudi vodo. Pogosto je maček, ki ga čutimo naslednji dan, posledica dehidracije in vode, ki smo jo izgubili. Tako da če bomo zraven alkohola pili nekje vodo v razmerju 1:1, se pravi za vsako enoto alkohola spiti en kozarec vode, bomo preprečili to slabo počutje. In še zadnji način, kako lahko preprečimo slabo počutje po alkoholu, je to, da dodamo malo več soli. Kot smo rekli, alkohol je odvajalec in dehidrator in kadar mi izgubljamo vodo, izgubljamo tudi elektrolite in sol. Zato je fajn, da se v praznične jedi oziroma po pitju alkohola vključi tudi malo več soli, s tem bomo dobili malo več mineralov in bomo poskrbeli za našo hidracijo. To lahko naredimo tako, da se malo več soli hrano, ki jo jemo, ali pa tako, da recimo zjutraj na tešče spijemo malo vode s soljo, ali pa lahko damo tudi malo recimo soli na jezik in potem spijemo skupaj z vodo dol. To bo res pomagalo, da se naše telo rehidrira in da zmanjšate slabe oziroma negativne posledice alkohola. Tretja stvar, kako lahko zmanjšamo slabo počutje med prazniki, se zagre glede zabav. Vsi vemo, da je ta praznični čas je čas tudi druženja in raznih zabav. In vsi potem, ker dobimo toliko različnih povabil na razne zabave, po eni strani se vsi čutimo primorani, da gremo na te zabave, tako da prva stvar je to, da izbiramo, na katere zabave gremo in se ne počutimo slabo, z neko slabo vestjo, če ne gremo na vse zabave. In pa druga stvar, ki jo lahko naredimo, je to, da na te zabave ne gremo lačni. Dostikrat se zgodi, da če vemo, da bo na zabavi neka hrana, se potem čez dan malo šparamo, da bomo potem zvečer lahko več pojedli, ampak to potem povzroči, da se zvečer prenajemo, pa zraven spijemo še malo preveč alkohola in to potem povzroči, da naslednji dan se mogoče slabo počutimo, tako da je fajn, da tudi če gremo na neko tako zabavo, da se držimo čez dan našega rednega prehranevanja, mogoče tudi pred zabavo nekaj pojemo in potem bomo na zabavi se manj prehrešili in potem tudi s tem zmanjšali neko morebitno slabo počutje, ki bi prišlo po takih zabavah. Četrta stvar, ki jo lahko naredimo za več dobrega počutja med samimi prazniki, so prehranska dopolnila. Kot veste, jaz sem tak supplement geek, tako da jaz zmeraj probam vključiti tudi neke prehranske dodatke, ki nam pomagajo pri več dobrega počutja in nam zmanjšajo neke morebitne težave. Tako da prva stvar, ki jo lahko vključimo, je podpora za našo prebavo. Pravi, kot smo že prej rekli, ti prazniki so bogati z prešerno hrano, z alkoholom, raznimi sladicami in hrano s sladkorjem. Tako da je fajn, da se podpre našo prebavo, da bo prebava čim lažje in čim boljše delovala. To bo tudi nam pomagalo, da bomo imeli več energije in se bolj počutili med prazniki. Ena taka stvar, ki jo lahko vključimo od dopolnil, je betain HCl. Veliko ljudi med prazničnimi časi občuti težek občutek v želodcu in tudi nek pekoč občutek. To je tako imenovana zgaga. Večinoma mislimo, da je zgaga posledica tega, ker imamo preveč želodčne kisline in nam potem ta želodčna kislina hodi po požiralniku in povzroča pekoč občutek. Ampak v bistvu je ravno nasprotno. Kadar imamo mi premalo želodčne kisline, se naša zaklopka med želodcem in požiralnikom ostane odprta in to povzroči, da potem naša želodčna kislina hodi v požiralnik, kar potem povzroča ta pekoč občutek in slabo počutje. In dostikrat do zgage pride zaradi obilne hrane, močne mastne hrane in kombinacije hrane z veliko maščob in veliko sladkorja. Zato, če pride do občutka zgage, je treba nekako dopolnjevati to želodčno kislino in tukaj pride na vrsto betain HCl. V bistvu betain HCl se v želodcu presnavlja v
želodčno kislino, ki potem pomaga prebavi in želodcu, da poveča svojo vsebnost kisline in da lažje prebavi hrano, in potem tudi to zmanjša občutek zgage in pomaga prebavi, da boljše deluje. In druga stvar, ki jo lahko vključimo, so še prebavni encimi. Prebavni encimi, kot že ime pove, je v bistvu dopolnilo z encimi, ki prebavljajo hrano, in z dopolnjevanjem teh prebavnih encimov bomo pomagali prebavi, da bo lažje prebavlja hrano, iz česa bomo dobili več energije in zmanjšali našo slabo počutje. Naslednje dve dopolnili, ki jih lahko vključimo v prazničnem času, sta krom in bakar. Krom in bakar uravnavata krvni sladkor. Kot smo že prej povedali, med prazničnimi obroki in prazničnimi časami je tudi veliko sladkorja, kar lahko povzroči, da je naš krvni sladkor povišan. Krom in bakar pa uravnavata krvni sladkor in s tem omilita slabo počutje in nam pomagata, da naše telo boljše izkorišča ves ta sladkor in maščobe, ki smo jih prejeli, in tudi posledično bo naše telo manj teh zalog energije shranilo v svoje lastne maščobe in jih porabilo za lastno energijo. Tretja stvar med dopolnili, ki jih lahko vključimo za več dobrega počutja, je magnezij. Kot smo že prej povedali, alkohol je močen dehidrator in izloča vodo iz telesa, z vodo pa grejo iz našega telesa ven tudi minerali in elektroliti, med njimi je najbolj pomemben magnezij. Pomanjkanje magnezija lahko povzroči slabo počutje, brain fog, utrujenost in tudi razne mišične krče, tako da je fajn, da se v tem času tudi dodaja malo več magnezija, sploh zaradi tega, ker jo s hrano težko dobimo dovolj. Tako da izbrati dobro obliko magnezija, to je lahko magnezijev citrat, magnezijev kelat ali pa malat, nam bo pomagalo, da preprečimo slabo počutje in izboljšamo našo dobro počutje med prazniki. Naslednje dopolnilo, četrto dopolnilo, ki ga lahko vključimo med samimi prazničnimi obroki in prazničnimi časi, je L-karnitin. Aminokislina L-karnitin pomaga, da naše telo iz krvnega obtoka prenese maščobe v cirkulacijo in v celične mitohondrije, kjer se potem presnavljajo v energijo. V času praznikov nam bo aminokislina L-karnitin pomagala, da se presežek energije, ki jih dobimo iz sladkorjev in maščob, ne bojo shranjene v naše zaloge maščob v telesu, ampak da jih bo telo presnavljalo v energijo. S tem bomo omilili posledice prešerne hrane in visokokalorijskih obrokov med samimi prazniki. In še zadnje, peto dopolnilo, ki ga lahko vključimo v času praznikov, je N-acetilcistein ali kratko NAC. NAC je prvič deluje kot prekursor glutationa, glutation je pa glavni antioksidant v telesu, ki nam bo pomagal zmanjšati stresni odziv oziroma stres, ki ga je ustvarila praznična hrana v našem telesu. Kot drugo, glutation pa tudi sodeluje pri razstrupljevalnem procesu v telesu, tako da če bomo vključili N-acetilcistein v času praznikov, nam bo pomagal pri razstrupljevanju jeter, saj jetra delujejo razčiščevalno in presnavljajo vse toksine in maščobe in presežek sladkorjev, ki ga bomo pojedli v času praznikov. Tako da N-acetilcistein nam bo med prazniki pomagal, da se bomo lažje razstrupili in se bomo boljše počutili po in med prazniki. In še zadnja, peta strategija, ki jo lahko vključimo med praznimi časi za več dobrega počutja, je pa naša miselnost in lifestyle. Spravi, te praznike je fajn, da preživimo čim bolj zavestno in da umaknemo razne distrakcije. To nam bo potem pomagalo, da res smo v trenutku in da čim bolje zaživimo in izkoristimo te praznike. Pri tem si lahko pomagamo z različnimi strategijami. Prva stvar, ki jo lahko vključimo med prazniki, je neka oblika čujetnosti oziroma meditacije. Čuječnost, meditacija, to so podobne besede in so sinonimi. Tako čuječnost kot meditacija nam potem pomagata, da smo bolj v trenutku, da omejimo slabe negativne misli in da zares zaživimo praznike. Boljše zavedanje sedanjega trenutka lahko dosežemo z izvajanjem čuječnosti, z izvajanjem meditacije, z preprostimi dihalnimi tehnikami. Vse to nam bo pomagalo, da se umirimo naš um in da živimo bolj v sedanjem trenutku. In pa tudi naslednja stvar, se pravi hvaležnost. Hvaležnost je ena taka preprosto orodje, kako lahko dosežemo več mirnosti in boljše zavedanje sedanjega trenutka. Tako da hvaležnost lahko izvajamo tako, da nekomu izrazimo našo hvaležnost, da izrazimo hvaležnost samemu sebi
ali pa tudi z raznim pisanjem in drugimi oblikami izvajanja hvaležnosti. In potem tretja stvar, ki jo lahko naredimo, je še to, da umaknemo distrakcije, sploh socialna omrežja. Socialna omrežja po eni strani so ful fajn, ker nas ohranjajo povezane z ostalimi ljudmi, ampak po drugi strani pa lahko prinesejo veliko distrakcij in vam povzročijo, da nismo v sedanjem trenutku, da živimo v telefonu ali pa v ekranu, tako da je fajn, da med prazniki se probamo odklopiti od socialnih omrežij in se povezati s samim sabo in z ljudmi okrog sebe. Tako, to je to za ta kratek video podcast. To je bilo 5 strategij, ki jih sam rad vključim okrog praznikov za preprečevati slabo počutje in biti hkrati v boljšem počutju in bolj zavesten v trenutku. Upam, da vam je bil zanimiv ta kratek video podcast. Na tej točki vam želim tudi lepe praznike, lepe mirne božične praznike. Pred božičnimi praznikami bomo imeli tudi 3-dnevni Benesere izziv. Tako da dajte nas spremljati na Instagram profilu in dajte sodelovati. Ta izziv je tako sestavljen, da vam bo pomagal, da te praznike preživite čim bolj zavestno in jih čim boljše izkoristite. Tako da dajte nas spremljati na Instagramu. Tako da to je bilo to za ta kratek video podcast. Še enkrat vam zaželim lepe, mirne božične praznike in se vidimo v naslednji epizodi. Naslednja epizoda bo malo bolj posebna, drugačna. Bomo naredili en Team Benesere podcast, v katerem bomo malo šli čez skozi, kaj smo v tem letu dosegli, pa tudi neke plane za naprej. In tako da dajte nas tudi tisto pogledati. Ok, to je bilo to, da se bom izklopil in lepo bodite, se vidimo. Čau.